Ste kdaj pomislili, da je eden najpomembnejših elementov našega dobrega počutja v resnici neviden? To je zrak, ki ga dihamo. Tako samoumeven in neopazen je, da se preredko vprašamo, kakšne kvalitete je. Slab, onesnažen, postan zrak ne bo v telesu opravljal mikročistilnih opravil, ki bi jih sicer moral. Predstavljamo vam primer, ko hiša po prenovi ni dobila samo tople preobleke, ampak tudi dovolj svežega zraka v vseh prostorih. Gospa Janja, tale hiša sega v leto 1973. Ja. In pred letom in pol ste se odločili za celovito energetsko sanacijo. Kaj je bilo prej v hiši, kaj se je dogajalo takega, da ste rekli, nujno je treba nekaj narediti? Hiša je bila že dotrajana, bom rekla. No. Bila so lesena okna, ni bila izolirana, kurjava je bila na olje, kar je bilo drago, izguba je bila velika. In smo se odločili, da bomo pač sanirali hišo tako, kot je treba, energetsko varčno. In smo pač se odločili, da gremo do ekosvetovalca, da nam še on svetuje, kaj naj naredimo, in potem smo začeli sanacijo. In kaj so vam svetovali, za kakšen način ste se odločili? Je rekel tale svetovalec na takšen način, če bomo mi zaprli hišo z novimi okni in z stiroporom, je kot da bi pokrili hišo s vrečko in ne bo dihala. In nam je omenil, da obstaja tudi par podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prezračevanjem. Moram reči, da sem bila takoj presenečena, ker sem dobila tudi hitro ponudbo in je znašala dosti manj, kot sem jaz pričakovala. Če bomo celo hišo dali v ta sistem prezračevanja, sem si predstavljala en večji znesek, kot pa je. Hiša ima torej nova plastična okna, Ja. Imate novo fasado, kar pomeni, da energetsko ste bolj učinkoviti. Dosti bolj. Kako je pa zdaj z občutkom noter oziroma s prezračevanjem? Kako zdaj to izgleda pri vas v praksi? S prezračevanjem sem tako zadovoljna, da vam moram povedati, tudi ni nobenega dela s tem, to je avtomatsko vse vodeno. Če hočemo posebej še prezračiti, to lahko tudi narediš. Enostavno za čiščenje, filtre spereš pod vodo, zamenjaš. V glavnem zelo enostavno. No. Kako pa veste, kdaj je treba filtre menjati? Oziroma oprati? Tudi to se ti označi. Ne? Na stikalu od prezračevanja se prižge lučka, ki ti opozori. Filtri so toliko umazani, da jih je treba sprati in čistiti, in to narediš. Ste pa v vaši hiši še posebej občutljivi na kvaliteten zrak, ker imate v hiši alergika, ne? Tako je. Zdaj nov sistem prezračevanja to tudi rešuje? Tudi. Letos je to, lahko rečem, rešeno s tem, ker smo uporabili antialergijske filtre in ne dopuščajo vhod cvetnega praha v stanovanje in je dosti boljše. Gospod Kuster, ena povprečna družina na dan proizvede, spusti v zrak, po domače rečeno, 15 litrov vode. Kam zdaj ta vlaga gre? Vkolikor je ne odvedemo iz prostora z nekim prezračevalnim sistemom, se vlaga absorbira v stene, ne? In samo vprašanje časa je, kdaj pridemo od te kritične točke, da stene zacvetijo. Najprej se vidijo pikice okrog okna, pol kondens na okno, poznajo vsi, ko se zjutraj zbudijo, in naslednja faza je pa že plesen, za katero pa vsi vemo, da je živi organizem, ki je škodljiv za zdravje, če vdihavamo te mikrodelce iz plesnivih sten. Nekaj je pa tudi kvaliteta zraka v smislu CO2-ja in kisika, ker ljudje nujno potrebujemo tudi kvaliteten zrak, na takem bolj spimo, na takem se bolj počutimo, ne? Absolutno. Zdaj, zanimiv primer je, ne, da povprečna slovenska spalnica ima približno 30 kubičnih metrov zraka, ne? In po vseh izračunih, tak zrak, če spita v njej 2 človeka, porabita v 3,5 urah. Ne bo noben umrl, ker to ne pomeni, da se bo zadušil, ne? Ampak normalno je, da je kvaliteta spanja, torej obnavljanje organizma, ki se dogaja preko nočnega počitka, bistveno slabše, kot če ti prezračuješ in je ta raven kisika ustrezna, vedno dovajaš svež zrak, odvajaš slabega in ta proces prezračevanja mora teči neprestano.
Dobro prezračevanje je tisto, ki ne čutiš, da ga imaš. Torej ga ne slišiš, ne čutiš nobenega prepiha, ni toplotnih izgub in ti se počutiš ok. In zdaj, če se človek odloči torej, za vaš sistem prezračevanja, za decentralni sistem, pa že ima hišo iz 70-ih, 80-ih let, začuti to potrebo, kako se tega lotiti, kaj se vse zgodi na hiši? Velika prednost našega sistema je ravno ta, da lahko ta sistem vgradimo v katerikoli fazi. Torej, pri sanaciji starejšega objekta se zadeve naredijo pač naknadno, izvrtajo se iz vrtine, brez posebnih gradbenih posegov ali poškodb na fasadi ali v notranjosti objekta. Ves sistem je skrit v fasadi, torej vse, kar vidite v prostoru, so difuzorji, torej enote na ta način dovajajo zrak v prostor in ga odvajajo, in pa v sanitarnih prostorih odvodne enote, ki so ravno tako estetsko nemoteče in funkcionirajo neprestano. Ljudje imajo sigurno tudi kakšen pomislek glede ohranitve energetske učinkovitosti. Torej, če ste mi hišo nekajkrat naluknjali, po domače rečeno, a to pomeni, da bom več toplote izgubljal s tem? Ravno obratno, te luknje ne ostanejo prazne, ampak se napolnijo z energetsko učinkovitimi aparati, ki skrbijo, da se pri izmenjavi zraka ne ustvarjajo toplotne izgube. Torej, izkoristki te zadnje generacije prezračevalnih sistemov, govorimo o kvalitetnih ali pa najboljših, so bistveno preko 90%. Torej, v enem dnevu je nov sistem prezračevanja že lahko umontiran, nameščen. Po kolikem času pa začne človek, uporabnik, to dejansko čutiti? Zdaj v eni uri ali pa 2 urah ne čutiš skoraj ničesar, ker bistvo dobrega prezračevanja je, da izmenja zrak v celoti. In pretoki morajo biti počasni, enakomerni, da nas ne motijo, da ni prepiha, da ni vdora tega zraka, ki bi ga čutili, kar pomeni, da se pravi efekt čuti, bom rekel, po enem dnevu, ko se vsako batura zamenja enkrat, še najbolj pa bi bila očitna razlika, po enem tednu obratovanja, ko se očisti zrak v celoti, tudi pustite sistemu, da deluje neprestano. Za svoje lastno obratovanje porabi tako malo energije, da če boste tudi mesec dni na potovanju, ne morete porabiti za en kapučino. Se pravi, za eno hišo, takšno kot je tale, ki ima vgrajenih 9 rekuperatorskih enot in pa 3 ventilatorske enote, je letna poraba energije za lastno obratovanje pod 15 evri.